Our problems are very complex, Klaatu. You mustn't judge us too harshly. I can judge only by what I see. Your impatience is quite understandable. I'm impatient with stupidity. Dober dan, iz ljubljanskega studia 137, to je Kinotožje. Prejšnjikrat smo opazili ameriško produkcijo, ki je pred vrati in se je ne bomo branili, ker obeta. Seveda pa je napovedanih filmov, ki jih ne bi radi videli, neprimerljivo več. Kar postane človeku jasno, če nekaj časa hodi redno v kino in potem razmisli, česa se od vseh teh filmov sploh še spomni. Pred Božičem bo nared The Day the Earth Stood Still, ko naj bi po naše obstala Zemlja. To je en film. Dovolite, da podvomimo v to. Pa postojimo kar zdaj, film si zasluži pozornost zato, ker predeluje ZF klasiko iz leta 1951. Takrat, ko ljudi ni bremenila ideja o globalnem segrevanju, ampak sta površje Zemlje takrat segrevala hladna vojna in razširjanje jedrskega orožja. Kar je hotel Stanley Kubrick najprej obdelati resno, a se ni mogel zadržati in nastala je satira Dr. Strangelove ali How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Robert Wise, tudi režiser veličastnih Ambersonov, je iz našega pričkanja naredil znanstveno fantastiko, pri kateri se težko znebimo občutka, da je še vedno aktualna. You have faith, Professor Barnhart. It isn't faith that makes good science, Mr. Klaatu. It's curiosity. Sit down, please. There are several thousand questions I'd like to ask you. I would like to explain something of my mission here. V Washingtonu pristane krožnik, ljudi zagrabi panika in nezaupljivi vojaki pobijejo enega vesoljca, ki nas je prišel obiskat. Njegov namen res ni povsem jasen, a očitno ni prišel reševati razprtij, temveč nas je prišel posvariti pred samouničenjem. Očitno je nekdo, ki mu je mar za nas in tudi nekdo, ki nas lahko ustavi, takoj, ko bomo hoteli prepir razširiti z planeta. V vesoljcu, ki si na Zemlji nada ime Carpenter, prepoznamo lik Jezusa Kristusa, v ljudeh pa Rimljane in Judeže. Z malo več domišljije prepoznamo v obiskovalcu in razsodniškem spremljevalcu robotu Gortu glas razuma in prava s severa, v ljudeh pa sumničave kolege. Glavni igralec Michael Rennie je bil tedaj na srečo neznan in je učinkovito upodobil odmaknjenega in nadmočnega medzvezdnega odposlanca. Zdaj pa pazite tole. O Jezus, v predelavi je Jezus Keanu Reeves. O Jezus, Jezus. O Madonna. A to res? A to res tuva? O Madonna. Do you feel pain? My body does. Are you human? My body is. Keanuja dobro poznamo in zanima nas, kaj hoče povedati zdaj. Da je v njem en Marsovec, nekaj, česar še ne poznamo, nekaj, česar še nismo videli. Hoče povedati to? Ne bi rekli. Rekli pa bomo, da bi bila lahko vloga podeljena bolje in da bo film najbrž le kapnil v morje demonstracij računalniških preseravanj. Hello? I thought you were... I was. You mean... he has the power of life and death? No. That power is reserved to the Almighty Spirit. Cenzuri in starosti navkljub je original še zabaven, zaradi igralcev, režije in scenografije. Čeprav so še vpleteni ves čas mislili, da delajo B-produkcijo, pač še en šmoren z letečimi krožniki. Razen režiserja, Modri Robert je imel vizijo, biti kar se da realističen in prepričljiv. In uspelo mu je.
Uspel mu je več kot B-film, o par let mlajšem prepovedanem planetu, gre sploh za prvi širše priljubljeni znanstveni fantastiki za odrasle, ki sta imeli kaj povedati o človečnosti. Klasika zasluženo počiva na seznamu IMDb Top 250, kljub temu, da nanj silijo razni Wall-E, Iron Mani in Batmani. Ne, čez Wall-ja, tuva, Wall-E, hud. Iz ljubljanskega studia 137, to so bile vesti na vesti. Ne, to je bilo kino tožje. Kaj moram še enkrat?